Vodoravni met je poseben primer ravninskega gibanja. Tudi tukaj se naše telo sočasno giblje v smeri X in v smeri Y. Recimo, da imamo neko stolpnico in se odločimo, da bomo iz vrha te stolpnice vrgli žogo v smeri X z neko hitrostjo v X. Zanemarimo upor za začetek in poglejmo, kaj se z žogico dogaja. V smeri X ni nobene sile, ki gibanje zavira, zato imamo v smeri X enakomerno gibanje. To pomeni, da velja formula, da je pot v smeri X enaka hitrosti v smeri X krat času v smeri X. Iz izkušenj vemo, da tudi takrat, ko stvari vržemo vodoravno, stvari počasi padejo na tla. Zakaj? Zato, ker poleg tega, da se telo giblje naprej, se premika tudi proti tlom zaradi gravitacije. Hitrost v smeri Y postaja vsakim trenutkom večja. V smeri Y imamo opraviti z prostim padom. Na začetku je namreč hitrost v smeri Y enaka 0, potem pa se veča. Za prosti pad velja, da je upravljena pot H enako G krat T na kvadrat polovic. Če je naša stolpnica visoka H, potem lahko iz tega izpeljemo, da je T kvadrat enako 2H ulomljeno z G, oziroma da je čas T enak koren iz 2H ulomljeno z G. Toliko časa, kot žogica pada, toliko časa se s hitrostjo, ki je sicer nespremenjena in ves čas enaka v X, tudi premika naprej. To pomeni, da lahko rečemo, da je pot v smeri X enak hitrosti v smeri X krat koren iz 2 krat H ulomljeno z G. Razdaljo, kjer žogica pade na tla, lahko označimo s potjo v smeri X, še večkrat pa jo označimo z D in rečemo, da je to domet. Zanimivo je še videti, s kakšno hitrostjo žogica zadane oziroma pade na tla. Zato bomo najprej izračunali, kakšna je končna hitrost v smeri Y. G krat T. Saj vemo, da se zaradi težnega pospeška hitrost vsako sekundo poveča za 10 metrov na kvadratno sekundo. Torej je to kar G krat koren iz 2H ulomljeno z G. Če pa nas zanima skupna hitrost, moramo upoštevati, da je hitrost vektor, torej ima tukaj na koncu hitrost v smeri X in hkrati hitrost v smeri Y. Če to narišemo še posebej, hitrost v smeri X in hitrost v smeri Y, seštevek pa je ta hitrost. V. Uporabimo Pitagorjev izrek.
hitrost na kvadrat je hitrost v smeri x na kvadrat plus hitrost v smeri y na kvadrat. Zanimivo si je pogledati naslednji posnetek, ki ga lahko najdemo na internetnih straneh. Iz tega posnetka bomo videli, da telo prosto pada enako časa, kot pada pri vodoravnem metu. Če pogledamo, kaj se je zgodilo. Naša žogica je bila izstreljena na tej višini in imela hitrost v vodoravni smeri. Zaradi prostega pada, to je bila ista višina, kot višina, iz katere smo spustili našo žogico. Zaradi prostega pada se je naši žogici večala tudi hitrost v y smeri, in sicer vsako sekundo se je povečal za 10 metrov na kvadratno sekundo. Ta žogica, ki je bila samo spuščena navpično navzdol, je prav tako vsako sekundo povečala svojo hitrost za 10 metrov na kvadratno sekundo. Zato sta na koncu sočasno padla na tla. Poglejmo sedaj še konkretni primer. Recimo, da mečemo žogo iz višine h, ki je enak 20 metrov, vržemo jo pa s hitrostjo v x je 5 metrov na sekundo. Zanima nas, kako daleč bo žoga priletela. Kot smo rekli, imamo v x smeri enakomerno gibanje. In velja, da je pot v x smeri enaka hitrost v x smeri krat čas. V y smeri imamo prosti pad. Torej je h enako gt na kvadrat polovic. In iz tega dobimo, da je t 2h polomljeno z g, kar je v našem primeru enako. Koren iz 2 krat 20 je 40 metrov, deljeno z 10 metrov na kvadratno sekundo, kar je koren iz 4 in to je ravno 2 sekundi. To tudi pomeni, da je končna hitrost v smeri y enaka g krat t, torej 10 krat 2, 20 metrov na sekundo. V smeri x pa je upravljena pot 5 metrov na sekundo krat 2 sekundi, kar je 10 metrov in to je naš domet. Torej naša žogica leti nekako takole in na tej razdalji pade do meta. In s kakšno hitrostjo pade? Zopet upoštevamo, da ima na koncu neko hitrost v y smeri in hitrost še vedno v x smeri. Uporabimo Pitagorjev izrek. Tukaj je hitrost v x smeri, tukaj je hitrost v y smeri in to je naša skupna hitrost. In v na kvadrat je v x na kvadrat plus v y na kvadrat. V našem primeru hitrost v x smeri je 5 metrov na sekundo kvadrat, torej je to 25 metrov na kvadrat lomljeno sekundo na kvadrat plus 20 na kvadrat je 400 metrov na kvadrat lomljeno sekundo na kvadrat, torej je hitrost koren iz 425 metrov na sekundo.